Renata je v 4. mesecu nosečnosti in jo zanima, ali lahko jemlje kakšna prehranska dopolnila ali raje ne. A to zanima tudi tebe? Glej dalje. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Internet, forumi, revije in reklame preplavljajo ženske z nasveti, kako ostati zdrav. Informacije o tem, kateri dodatki so varni in kateri ne, pa so pogosto napačni in zavajajoči. Zagotavljanje ustreznih hranilnih snovi je pomembno v vsaki življenjski fazi, med nosečnostjo pa še toliko bolj, saj ženska ne hrani samo sebe, ampak tudi otroka, ki raste v njej. Med nosečnostjo se potreba po hranilih znatno poveča. Priporočljivo je povečati vnos beljakovin, mineralov in vitaminov. Zaradi pomanjkljivosti hranil, kadar trpijo zaradi slabosti ali bruhanja, zaradi prehranskih omejitev in če kadite. Spada v skupino vitaminov B, ki imajo sestavno vlogo pri sintezi DNK, proizvodnji rdečih krvnih celic ter rasti in razvoju ploda. Potreba po železu se med nosečnostjo znatno poveča, saj se materin volumen krvi poveča za skoraj 50%. Železo je nujno za transport kisika ter za zdravo rast in razvoj ploda in posteljice. Ta v maščobi topen vitamin je pomemben za imunsko delovanje, zdravje kosti in delitev celic. Pomanjkanje vitamina D med nosečnostjo je povezano s povečanim tveganjem za carski rez, prezgodnji porod in sladkorno bolezen. Ima ključno vlogo pri delovanju imunskega sistema, mišic in živcev. Pomanjkanje tega minerala med nosečnostjo lahko poveča tveganje za kronični visoki krvni tlak in prezgodnji porod. Omega-3 maščobne kisline so pomembne za razvoj otrokovih možganov in zmanjšanje poporodne depresije pri materi. Ne pozabite, nosečnost je čas rasti in razvoja, kjer sta zdravje in prehrana prednostna naloga. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Svoje vprašanje pa lahko zastavite tudi našim svetovalcem v šopih.